Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, Božič je. Naravo in ljudi je objela tihota brez primere. Tihota, najskrivnostnejše besede človekovega srca, ki je prišla z betlehemsko lučjo in prinaša novico. V Davidovem mestu se vam je rodil zveličar, ki je Kristus Gospod. Prisluhnite več kot 2000 let staremu pozdravu in si oglejte pogovor z duhovnikom, salezijancem, gospodom Petrom Pučnikom. Dobrodošli. Lep pozdrav in želim, da bi nekaj trenutkov lepo preživeli skupaj. Peter, novorojeno dete kot simbol luči, ki preganja temo, nedolžno, nebogljeno in prihaja med nas. Vendar kristjani se na ta praznik, na Božič, na rojstvo Jezusa pripravljamo skozi ves adventni čas, čas pričakovanja. Zakaj in kako? Ja, že lepo ste povedali, da je adventni čas priprava na Božič in ko ste omenili, luč prihaja, pomeni 4 adventne nedelje, na adventnem vencu so 4 sveče in če bi pogledal vsako nedeljo, je več luči na tem vencu. Simbolično, da luč, ki prihaja, želi preganjati temo v našem življenju. Kaj to pomeni? Nekateri razlagajo, da teme ni, ampak je pomanjkanje luči. In več, ko je luči, manj je strahu, več je upanja, več je veselja. In adventni čas nas počasi pelje prav do tega, da bi odstranili vse tisto, kar nam temni življenje in da bi dali prostor Kristusu, ki prihaja v naše življenje. Praznik ljubezni je Božič, kar pomeni, da seveda je Bog skozi novorojenega sina, ki se v telesu izkazuje ljubezen. Ljubezen do življenja, pravzaprav Peter, tisto največjo vrednoto vseh vrednot, ki imamo, in seveda kot ljubezen, da spoznamo, da je tista moč v daritvi in ne v prejemanju. Ja, Bog prihaja kot življenje in kot darilo za vse nas, kar nas ima rad. In ravno Božič oziroma Kristusovo učlovečenje je prelomnica v zgodovini človeštva. Namreč, vse dokler on ni prišel, smo ljudje Boga jemali kot Boga silnega, mogočnega, pred katerim smo trepetali, ki smo se ga bali, da nas bo kaznoval za našo krhkost, naše slabosti, naše padce. Ravno Kristus pa prihaja s tem namenom, da nam da vedeti, da nas ima rad. Želi priti kot otrok, to pomeni ne kot mogočnež, ampak kot otrok. Otroka se ne bojimo. Otrok je tak, ki prebudi pozornost, ki prebudi v človeku veselje nad enim bitjem, ko se ne čutimo ogroženi od njega in on prihaja kot otrok v sredo našega življenja, da bi nam prinesel ljubezen in da bi Bog potem svojem sinu povedal človeku: dragi človek, moj si, rad te imam in kar lahko naredim zate, bom vse naredil. Praznik upanja gotovo je Božič, ne nazadnje prihaja zato Jezus med nas, da ne živimo v nekem obupu, da ne obupujemo, da gledamo svetlo tudi naprej v življenje in ne nazadnje upanje tistim, ki so morda nekako porinjeni na stran, ne samo za našo notranjost, ampak tudi za tiste zavržene, zamaknjene, tisti, ki so morda živijo vendarle nekakšno drugačno življenje v pomanjkanju na robu družbe. Če se naprej ustavim ob besedi upanje, velikokrat sprašujem sebe in tudi vernike, takole, ko se z njimi pogovarjam, mnogokrat pravimo, kristjani smo veseli ljudje. Pa sem včasih malo provokativen. Zakaj že? Zakaj veseli? Ker je velikokrat to v našem reku, našem besednjaku, pa ne vemo niti zakaj. Ampak temeljno sporočilo tega veselja, tega upanja je to, da je prišel Kristus v naše življenje, ne da bi nas sodil. Ne da bi si mi morali prislužiti nebesa, ampak je prišel povedati, ne vem, Peter, glej, prišel sem, da bi te odrešil. Ni ti treba garati, da se boš samo odrešil. Ni ti treba. Jaz sem prišel zate. Jaz prevzamem tudi tvojo krhkost, zato, da jo odrešim, da jo odplačam, tudi za napake, ki jih ti narediš v življenju. Bom jaz ti dal novo možnost. Kar je bilo, to pustiva, greva naprej, dajva začeti znova in na ta način je to dejansko praznik upanja.
Še več bom rekel, tukaj imam razlog, zakaj lahko rečemo, kristjani smo veseli ljudje. In prav je, da smo veseli, ker smo odrešeni. Mi smo v štartu že odrešeni, ampak vprašanje je pa samo eno. Ali jaz dovolim Bogu, da vstopi v moje življenje? Ali jaz dovolim Bogu, da vstopi v mojo krhkost, v mojo nemoč, ne v moj prestiž, v vilo mojega življenja, ampak tako pa domače rečeno, v štalo mojega življenja, tam, kjer je razmetano, tam, kjer včasih je tudi neprijetno, on želi priti v štalo mojega življenja, prav zato, ker tam ga najbolj potrebujem in tam je edina točka, v kateri mi on lahko najbolj pomaga in me najbolj zdravi in me vodi na pot odrešenja. Če ostava pri upanju, vsak ima seveda na lestvici jakosti, bova rekla, pa intenzitete različno upanje v to in ono. Ne. Ljudje, ki so nekje res morda malce odrinjeni, kako v njim spodbuditi dan danes upanje, jim dvigniti moralo, veselje, kot ste malo prej povedali. To je točno sporočilo Božiča. Pomeni, Bog kot duh ni mogel človeka fizično ubiti, mu dati bližine, mu dati sočutja, ga poslušati, mu dati spodbudno besedo. Zato ob Božiču tudi vsak izmed nas postaja, bom rekel, del Kristusa, po katerem Bog prihaja do tistih, ki so, kot ste rekli, mogoče zapuščeni, mogoče osamljeni, mogoče na robu družbe. In ni treba veliko. Mi se včasih preveč ukvarjamo, kaj moramo dati, kaj moramo materialno poskrbeti za njih. Ampak prvi korak je pa to, da tega človeka sploh opazimo, da mu namenimo trenutek spoštovanja, da mu namenimo občutek zavesti, da je tudi on vreden živeti, da lahko živi, tudi če nekoliko drugače, tudi če nekoliko bolj zapuščeno. Ampak to so zunanje razmere, ampak da je on kot oseba dragocen. In vedete, Bog bo pokazal preko mene, preko vas bo Bog pokazal temu človeku, da je vreden življenja, da je vreden spoštovanja, da je vreden tudi Božjega odpuščanja, Božje ljubezni, Božje bližine. In tukaj je zame fenomenalen praznik, res praznik upanja, praznik, ko Bog stopi na zemljo in s človeškimi besedami, s človeškimi rokami človeku da videti, da ga ima rad. Preko nas, brez nas ne more. Ena od tistih stvari, ki jih poudarjamo v tem božičnem času, je seveda in je tudi Jezus prinesel mir. Ne samo mir na zemlji. Svoj čas so se v času božičnih praznikov tudi najhujši sovražniki pobotali, prenehali z vojevanjem, ampak mir, ki ga nosimo v sebi. Kajti to je bržkone osnova, da lahko zaželim tudi vam s stiskom roke mir, božični mir, torej najprej sprava samim sabo, torej svojo notranjostjo, svojo vestjo, potem šele lahko ustvarimo mir za sočloveka. Tako lepo ste povedali, da bi vam kar postavil vprašanje najraje. Poglejte, kaj je tisto, kar človeku sploh omogoči notranji mir? Pomeni najprej, da je lahko takšen, kot je. Da ga nekdo sprejema takšnega, kot je, tudi v njegovi krhkosti. Seveda, to ne pomeni, da se mi treba truditi, ampak da me nekdo sprejema tudi v moji krhkosti, tudi v trenutkih, ko nisem, bom rekel, popoln v očeh ljudi. In takrat, ko se čutim sprejetega, ko se čutim spoštovanega, ko vem, da mi nekdo prihaja naproti z odpuščanjem, ne z obsojanjem, takrat se tudi začenja porajati notranji mir. Vse je v naših odnosih čisto enako. Pomeni takrat, ko si lahko pred nekom tak, kot si, in te nekdo spoštuje. Pa še enkrat poudarim, ne pomeni, da se ni treba truditi, ampak da kljub trudu, da me nekdo sprejema tudi v moji človeškosti, takrat se začne naseljevati notranji mir. Če pa dam to dimenzijo Božiča, Kristusa, ki se je očlovečil, je pa ravno on tisti, ki nam želi zagotoviti notranji mir, ker nas sprejema takšne, kot smo. Prej, ko sva v začetku omenila, da je tudi Božič praznik luči. Samo gledam takole. Ko dovolim Kristusu, da stopi v moje življenje, počasi postajam sposoben svet gledati z njegovimi očmi. Pomeni, sem razsvetljen od Kristusa in to pomeni, da začnem gledati z njegovimi očmi, torej manj obsojenja, več spoštovanja, več dobrote, več sprejemanja in še marsikaj. In tukaj jaz vidim ta praznik miru, notranjega miru, od koder ga lahko tudi podajamo naprej. Saj veste, tisto, česar nimamo, tudi dati ne moramo. In če imamo notranji mir, ta, bom rekel, kar seva iz nas
In tukaj želim vsakemu izmed nas, tudi sebi in vam, da bi ne govorili, ampak da bi izžarevali ta mir in tisti je najbolj nalezljiv. In verjamem, sodeč po vaših izrečenih besedah, da verjamete tudi dan danes, ko morda beseda mir takole izveni, gre mimo nas, da ima tudi danes mir eno vrednoto v svetu naglice, v svetu civilizacije, v svetu, ko se ljudje preseljujejo, ko bežijo svojih domov, vendarle še ima pravi pomen. Menim, da prav v tem plusku družbe hitenja, primerjanja med seboj ali pa marketinga, vsega tega, se mi zdi, da še toliko bolj hrepenimo po trenutkih, da v sebi podoživim mir. Tudi kot duhovnik. Kako je meni lepo, ko pride nekdo v spovedi, sploh če je imel kakšno težko zgodbo za seboj, in ko mu daš kot duhovnik v Jezusovem imenu odvezo in rečeš, pojdi v miru. Ali pa mu rečem, lahko miren greš na svoj dom. Pojdi in živi v miru. Meni je blagodejno, koliko boljše tistemu, ki ta mir prejema. Je pa pomembno, da tudi verjamemo, da nam Bog odpušča, da Bog želi vstopiti v naše življenje in da nam On prvi želi tega notranjega miru, zaželi, da bi ga tudi naprej lahko izžarevali. Božič je od vseh praznikov v pogorju krščanstva sicer ne najvišji, pa vendarle najbolj družinski praznik. Torej, tudi za Božič smo v krogu družine, svojih najdražjih in praznik dobrote. Tu je nekaj simbolike, ki jo boste malce tudi opisali, od jaslic čudovitih, ki imamo tudi tukaj za nama, do božičnega drevesa, do krašenja, do tega, da se blagoslovi hiša, pokadi hiša z kadilom, do prepevanja božičnih pesmi. Vse to je ne samo simbolika pravzaprav, ampak nekako ljudje dan danes seveda poznajo Božič v glavnem po teh rečeh, pa seveda ob tem dobrota. Ne gre pozabiti, da se ljudje ob teh praznikih obdarujemo, ampak morda v razmislek tudi našim gledalcem, kaj sploh je darilo, kaj je dar in kje je tisti pravi dar oziroma kaj podariti svojim najdražjim. Največ, kar lahko podarimo, je, da podarim samega sebe. In to, kar sem. In bolj, ko sebi živim kvalitetno življenje, če povzujem sprej z notranjim mirom, več lahko dajem. Darila, pa te stvari, ko ste jih našteli, so v bistvu samo zunanja znamenja. Ampak gledajte, v družini, tako ker veliko delam z družinami, se upam reči, kaj družinam največ pomeni? Da se lahko na božični večer skupaj usedejo, da se lahko povedo tisto, kar čutijo, da lahko, če komu težko, tudi svojo stisko izrazi in da je tam nekdo, ki je sočuten z njim, ki ga razume v njegovi stiski, in da je lahko to, kar je. Pomeni zunanja darila so pa samo zunanji izraz, kako želim drugemu povedati, da mi je dragocen in ga želim obdariti. Pa ne pozabimo, da je najbolj dragoceno tisto, kar dam iz sebe, tudi če je darilo, ima drugo vrednost, če je narejeno za nekoga osebno, z lastnimi rokami, kakor da je nekje kupljeno, potem pa samo podarjeno, zato da je darilo kot darilo. To je prva stvar. Druga stvar, ko ste omenili, vsi ti obredi, ki so na sveti večer, ja, res niso simbolika, ampak so dejanja. Glejte, kadarkoli želimo biti povezani med seboj, ljudje potrebujemo skupno delo, skupno dejavnost. Iz svoje družine lahko rečem, koliko nam je pomenilo, ko smo na sveti večer skupaj delali jaslice, postavili, pa smo se otroci še kaj skregali zraven. Ampak vsak je dal svoj delež in na koncu smo bili zadovoljni. To sem jaz naredil, to si ti naredil, to je on naredil, ampak s skupnimi močmi smo ustvarili prijetno ozračje. Omenili ste tudi božične pesmi, ki nas povezuje. Glasba je nasploh taka, ki nas povezuje, ki nam daje tudi eno toplino, eno povezanost med seboj. In ko ste omenili kadilo, bi rad izpostavil, čeprav se ne tiče točno Božiča, ampak že potem 3 kraljev, ampak je pomembno, zakaj kadimo večer? Zakaj kadimo ta večer naša stanovanja, naše domove? Zato, ker dim, to kadilo, je znamenje Božjega. Pomeni kadilo, ki s prijetno vonjavo napolni vsak kotiček našega domovanja. In kot simbol, veste, da 3 kralji so prinesli zlato, miro in kadilo.
Zakaj? Zato, ker so Jezusa priznavali kot kralja. Miro, ker so ga priznavali kot človeka, čist fizičnega človeka. In kadilo, ker so ga priznavali kot Boga, kot božanstvo. In s tem, ko mi pokadimo dom, tudi Kristusa priznavamo kot božanstvo med nami in hkrati želimo, da bi ta njegov von po dobrem, po lepem napolnil našo hišo, naše življenje, naše medsebojne odnose. Peter, ko sva pri darilih, pri obdarovanju, morda kakšno rečeva še, da spomnimo na to, seveda se je ta praznik, tako kot številni drugi, ki jih imamo na koledarju, malce, ne bom rekel sfižil, ampak skomercializiral, morda ga celo preveč zlorabljajo nekateri, seveda misleč tukaj pri tem na naglico, hitenje, na kupovanje, na razprodaje v trgovinah, na luči, ki so že včasih novembra svetijo in krasijo v imenu betlehemske luči naša mesta in kraje. Treba to vendarle malce odmisliti sam pri sebi. Nihče drug, kot če sami ne bomo tukaj naredili, kot je povezava vsem drugim z naravo, potem bo to morda šlo celo v nedogled. Res se mi zdi, da je tukaj nekoliko zloraba praznika, ampak mi ne moramo spremeniti tega, lahko pa sebe spremenimo. Pomeni, jaz osebno sem se odločil, da bom to praznino v sebi zapolnil ne z bliščem, ampak z drugimi stvarmi, o katerih so prej govorila. Glejte, vse v zadju je v bistvu hrepenenje. Hrepenenje zapolniti neko praznino, imeti neko vrednost v sebi kot oseba, stopati v odnose z neko vrednostjo, z nekim spoštovanjem, z neko lepoto. Ampak ker to hrepenimo in mogoče včasih ne najdemo niti časa, niti sočutja, niti tistega notranjega doživetja miru ali pa enih dobrih odnosov, potem hitro hočemo na silo, na hitro to zamašiti ali z darili, ali s tako prijetno glasbo, ali z ukrašenimi mesti, zato da imamo prijeten občutek, da nam je fajn, da imamo občutek, da je praznik. Ampak kaj se zgodi? Zunaj je blišč, v sebi smo velikokrat prazni. To je nevarnost. In zato je škoda, in tukaj bi najprej sebe in vsakega izmed nas povabil, da se ne bi prepustili temu zunanjemu blišču. Prav je, da ga uporabimo, čisto kolikor je prav, ampak da ob tem ne bi pozabili, da je na prvem mestu zapolniti notranjo praznino, ki je pa samo, bomo rekel, ljubezen, upanje, spoštovanje, dobri odnosi, veselje in podobno. Čas, tudi ko bova počasi končala najin pogovor, je božični čas seveda tudi priprava na njega, poglobitev osebne duhovnosti. Nekaj ste zdaj že omenili o tem, kako se zoperstaviti čarom, vabilom, ki jih ponuja okolica. Torej, malce več iti v sebe in pa predvsem čas. Čas je neprecenljiva vrednota in večkrat ali pa pogosto premalo mislimo na to, da ga treba nameniti v prvi vrsti sebi, potem pa tudi tistim soljudem, ki so okrog nas. Glede, ravno temu je namenjen čas adventa, da bi se počasi pripravljali. Še enkrat bom poudaril, pomembno se mi zdi, da se jaz najprej zavedam sebe, tudi svoje krhkosti in svojih kvalitet. In da vem, to je moje življenje. Edino življenje, ki ga imam danes. Jutri bo prihodnost, včeraj je že preteklost. Danes in se vpraša, kaj bom jaz danes naredil, zato da bom jaz vse miren, da bom zadovoljen in srečen. In da si upam priznati tudi svojo nemoč in da v to nemoč tudi povabim Kristusa. Tukaj jaz vidim poanto in veličino tega praznika, da si upam v to, ne da vse naredim popolno, potem pa, zdaj pa Jezus ti pridi, jaz sem zdaj pripravljen, ampak on želi priti prav v tiste kotičke našega življenja, kjer smo najbolj krhki, najbolj ranjeni, ker nam je včasih najtežje. In tja želi priti in to je odrešenje. Za konec res tega prijetnega prazničnega pogovora, danes je Božič, Peter Pučnik, duhovnik salezijanec, našim gledalkam in gledalcem še voščilo, to sodi zraven k tako lepemu pogovoru. Rad bi vam zaželel prav tega, o čemer sem zdaj razmišljal na glas. Tudi zunanji blišč je prijeten, ampak ne pozabimo na srce. Ne pozabimo na tiste stvari, ki se jih ne da kupiti. Morda je časih samo pogled, prijazna beseda, spodbuda, majhno dobro delo, ki ga namenim nekomu drugemu in verjemimo, da tisto, kar naredim za nekoga drugega, ko dam delček samega sebe, to pomeni
je to tisto, kar mene nekako zapolni, me osrečuje in s tem posledično tudi druge. In tega vam želim, dragi poslušalci, dragi gledalci, da bi bil božič trenutek, ko povabimo Jezusa v svoje življenje zato, da nas okrepi, da nam da novo moč in žar na obrazu in v srcu. Hvala lepa, duhovnik salezijanec Peter Pučnik, za tale pogovor. Spoštovane gledalke in gledalci, tudi sam vam želim v teh prazničnih dneh v imenu sodelavk in sodelavcev televizije AS tale najbogatejši, najiskrenejši čas praznovanja božičnih praznikov, da ga preživite v družini, v idilu, v miru in vse dobro tudi v prihodnje, ko boste z nami v naslednjih oddajah prazničnih ali povsem vsakdanjih. Srečno!